Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z nami je danes ena res izjemna posameznica, ki definitivno postavlja Slovenijo na globalni zemljevid in dela take in drugačne izjemne stvari. Lepo pozdravljena, Ladeja. Živja, me zelo veseli in hvala za vabilo. Zdaj, preden greva midva na vprašanja, ker vem, da jih ima naši poslušalci in tudi jaz ogromno, bi te jaz rad predstavil, tako da bomo vsi razumeli, kako izjemna oseba ti dejansko si in kaj vse počneš. In moram reči, da ko sem se poglobil, ker si že kar nekaj časa na mojem seznamu, da bi te rad imel kot gostjo, sem bil zelo navdušen. Tako da dajmo se vzeti par minut, ker bi jaz res rad predstavil te v polni dimenziji. Tako da ti si podjetnica, strokovnjakinja za komunikacijo, mentorica, moderatorka na večjih dogodkih, konferencah, predavateljica, strastna podjetnica. Zase praviš, da si orkestratorka procesov, ki vodijo v trajnostno preobrazbo. Sodeluješ z vladami, podjetji, mesti, znanstvenimi institucijami, nevladnimi organizacijami. Si ustanoviteljica in direktorica platforme Circle of Change, ter še enkrat potrjena predsednica Evropske platforme za krožno gospodarstvo, ECSP, tako da čestitam ravno danes. Super. Ja, hvala. Leta 2018 si bila finalistka in to je res izjemen dosežek za nagrado The Circulars 2018 v kategoriji Circular Economy Leadership svetovnega gospodarskega foruma v Davosu, kar je izjemen dosežek. Si tudi profesorica na Doshisha univerzi na Japonskem, kjer trenutno tudi pomagaš pri knjigi The Kyoto Manifesto for Global Economics. Si co-leader Research Group Circular Economy Systems at the Berternity Center for the Study of Systems Science na Dunaju. Vsako leto sodeluješ na več kot 40 različnih dogodkih, kar ne vem, kako ti uspe. Tako da verjamem, da letos si še na večjih dogodkih, ker si smo online. Ja. Nastopila si kot govornica v več kot 30 državah na različnih konferencah takih in svetovnih dimenzij, od Japonske do Saudske Arabije. In pa poleg tega si tudi v upravnem odboru sekcije žensk v Združenju Menedžer in si velika zagovornica in tukaj ti moram res čestitati zagovornica, da mora biti tako velik poudarek na ženskih vodih, kot tudi na moških, se pravi ta enakopravnost. In pa leta 2020, se pravi letos, si bila uvrščena na seznam nove kampanje Evropske komisije EU Women for Future, ki vključuje samo 23 izjemnih žensk z različnih področij. Od tega jih 10 prihaja z področja znanosti, raziskav in inovacij. Tako da res ogromno nekih dosežkov. Tako da naši poslušalci me že zelo dobro poznajo in moje prvo vprašanje bi bilo zate, a je bila Ladeja tudi tako inovativna že v gimnaziji? Če bi bila midva sošolca, si bila že takrat si vedela, da hočeš biti vpeta v toliko nekih projektov. Kakšna si bila v gimnaziji? Ja, zdaj, če bi bil moj sošolc, bi imela midva problem, ker bi klepetala med poukom, recimo. Drugo bi bilo, da bi te vprašala, pa te bom zdaj tudi, ne, a bi bil raj v vlogi policaja ali mačka Murija? Ta je pa zelo zanimiva. Verjetno v vlogi mačka Murija. No, ker sem režirala namreč v gimnaziji igro Maček Muri in z njo smo uspešno nastopali za Dedka Mraza, takrat še okoli, se pravi, sošolce sem v to vključila. Poleg tega sem bila takrat manekenka, inštruirala sem nemščino in angleščino, delala sem v Cankarjevem domu kot hostesa. Skratka, lahko tako naštevamo naprej. To je bilo, že vedno sem tak multitasking, ja, ogromno stvari me zanima in take, ki ne pašejo skupaj, ne, če ti rečem, ja, manekenka pa inštruira nemščino, ne, bi rekel, pa to, ne, in jaz sem skozi tako nekaj, kar ne paše skupaj. Daj mi povej, glede na to, da imaš res ogromno nekih klobukov, ogromno nekih položajev, ne samo, da si podjetnica, da imaš svoje podjetje, da si tudi v raznih upravnih odborih in imaš tudi strateške, zelo močne položaje. A imaš ti, kako tvoj dan izgleda? Imaš kakšno dnevno rutino? Kako dejansko si zmožna vsega tega? Multitaskinga? Multitasking, ja. Žene me predvsem, moram reči, ta neka radovednost, pa da to, kar delam rada, res z ljubeznijo in da me te stvari hranijo. Ampak seveda se moraš tudi polniti, ker vsi smo samo ljudje. Tako da edina rutina
moja je praktično jutranja rutina. Najprej, ko oči odprem, se tako razveselim dneva, ko vni otroci, ko malo še pod kovtrom si zdaj sploh kaj hladno in rečeš, kaj me čaka. Potem pa naredim dolga leta, več kot 20 let sem delala jogo, zdaj pa zadnje leto delam qigong. In obe stvari sta v bistvu namenjeni temu, da si nekako napojiš te svoje zaloge energije, se, jaz pravim, sinhroniziraš sam s sabo in pripraviš na dan. In meni je ta jutranja rutina dragocena, zato ker je tako kot en filter, ki ti prefiltrira nekaj bolj pomembno, manj pomembno, tako nekako se naravnam. In tudi tako si naredim tak zaščitni plašč, da se me malo odbijajo stvari, ki so kdaj to težke ali pa naporne. No. Tako da na tem delam zjutraj 1 uro in potem je pa vsak dan zelo drugačen. Evo. A pa si ti oseba, ki si naprimer že za vikend splanira pa postavi cilje, tedenske cilje, kako skrbiš naprimer za vse te dosežke, mislim, za vse te cilje, da so doseženi, ker imaš kar nekaj teh močnih strateških položajev, ki verjetno zajemajo kar veliko nekega planiranja pa organiziranja. Zdaj, tako, kot sem prej rekla, jaz sem tak dvojni, tudi, ko so te analize delali, kadar te headhunter rečejo, da je redko, da si analitičen duh in sintetičen duh, se pravi, da znaš analizirati in sintetizirati. In tako sem jaz skozi v dve smeri. V bistvu rečem tudi, da je značilno za mojo življenjsko pot, da skačem v bazene, ko so še prazni, ker tam še ni vode. Ampak pa se nekako čudežno ta voda zgodi in jaz se ne ubijem, ampak zaplavam. To je nekako, zaradi tega, če rečem tako strateško, imam jaz kakšne dolgoročne cilje ali pa usmeritve, bolj bi rekla, da grem z enim tokom, za tem, Nemci rečejo Zeitgeist. To se mi zdi, da imam to neko intuicijo, kaj je tisto, kar se šele poraja. Se pravi, nekaj, kar sploh še ni aktualno, ampak nekako zaslutaš, da se nekaj godi, pa tudi ne znaš pol tega čisto dobro opredeliti. Mene pa sprašuje, pa kakšen je pa poslovni model. Ne znam nikoli razložiti tega poslovnega modela. Tako da to pogledno sem en tak raziskovalec, avanturist, po drugi strani pa seveda disciplina. Velika disciplina je potrebna, če hočeš toliko stvari početi in to mislim, da sem izurla dosti dobro, tudi ker imam še 3 otroke, zdaj 2 sta že samostojna, ta tretja še z mano. In se mi zdi, da tudi skozi ravno to balansiranje enega starševstva in kariere in vsega skupaj je edini način, da se res discipliniraš in da znaš vsako minuto izkoristiti. In tle mislim, da sem dobra v tem in potem si naredim tako to-do listo, ki se pa trudim, da je na drugi strani zdaj počasi se pojavlja še lista not to do, ker prevečkrat rečem tako da treniram zdaj še kaj ne bi naredila. Evo, tako nekako je tole. Deva se malo te teme dotakniti, ker tam je res zanimiva, ker se mi zdi, da jaz imam tudi ta izziv, da velikokrat rečem in sem pol na milijonih projektih opet. Kakšen je ta tvoj recept, da dejansko veš, kdaj reči ne oziroma kdaj reči ja? Nimam recepta, ker se še kar naprej to učim, ampak sem pa tudi učeče bitje in zelo prisegam na coaching. In moram reči, da sem imela zelo eno dobro izkušnjo, tudi ko sem imela en tak coaching proces, ko sem si namenoma zbrala osebo, ki ni iz Slovenije in ki ni nič vedela o meni, zato ker se mi zdi to zelo dobro, da te dobi en tako nedolžno, da te res lahko tako pogleda. No in z njo sva recimo na tem delali in to so pol te principi, ki jih pač te trenerji, coachi znajo na en tak fajn način predstaviti. In recimo ena stvar, ki uporabljam kot eno orodje, pa mogoče še pride komu prav, je, da si narediš kvadrat, narišeš, jaz sem zelo vizualna, pa si rada rišem, ni nujno, ampak lahko si predstavljate, in pa daš na eno stran. Če se odločim, da to sprejmem, kaj dobim, kaj izgubim. Če se odločim, da tega ne sprejmem, kaj dobim, kaj izgubim. In potem, ker je vedno v življenju, da če nečemu rečeš ja, rečeš nečemu drugemu ne, in ko se za nekaj odločiš, se za nekaj drugega ne. In meni pomaga to, da sama sabo nekako preveram, in kaj mi je bolj pomembno in kaj mi je lažje izgubiti in kaj mi je zadobiti. Recimo, to je en tak praktični nasvet, kako to početi. Ful dobro, hvala, si bom definitivno tudi jaz to opravil. In tudi jaz, tako kot ti, sem si najdel coachinjo in pogoj je bil, da je absolutno iz tujine. Ja, no, evo, smo sorodnem, mišljenju tukaj. Mindset. Ogromno naših poslušalcev dejansko
ve, kaj je krožno gospodarstvo, ampak mogoče ga najbolj ne razume. Tako da jaz bi te prosil, če mogoče v parih stavkih opišeš, kaj je krožno gospodarstvo, kaj delaš ti s tem svojim ekosistemom, ker vem, da si tudi predsednica Evropske platforme za krožno gospodarstvo. Se pravi, kaj pripravljate oziroma kaj to sploh je, da bomo malo bolj razumeli. Bova šla od čist pragmatičnega do malce bolj zapletenega, ampak ne preveč. Jaz rečem, da krožno gospodarstvo je dober management. In to je nekaj, kar zna vsaka gospodinja in kar zna vsak dober kmet. Se pravi, z stvarmi, ki jih imaš, za temi viri, tvojimi, gospodariti na način, da vrednost ohranjaš ali pa oplemenitiš, ne da jo uničiš in zapraviš. Zdaj, če greva k kmetu, kmet ima svojo zemljo, nekaj počne in bi rad to nasledniku predal v vsaj tako dobrem stanju, kot je on dobil, če ne v boljšem. In pri krožnem gospodarstvu gre za ta princip, da tako ravnamo z vsemi viri, ki jih na tem planetu imamo, se pravi z naravnimi viri in tudi s človeškimi viri, z energijo, da vrednost ohranjamo in da je tudi te kroge zaključujemo tako, da naj v idealnem stanju tudi ne bi bilo odpadkov. Ampak pogosto je narodno mišljenje, da je krožno gospodarstvo nekaj, kar se ukvarja z odpadki. Je pa krožno gospodarstvo poslovni model. V bistvu je tak sistemski pristop k temu, kako, zdaj, če greva na model poslovanja, kako že zasnovati neko stvar, nek predmet, da ga bomo lahko popravljali, vzdrževali, dodeljevali, mogoče bomo imeli souporabo tega, na koncu po možnosti reciklirali in nikakor ne zavrgali. Tako da to je neka logika tega krožnega gospodarstva in zdaj to se lahko na zelo različne načine manifestira, ki pa rečejo, ja, ampak kaj pa je to za mene, jaz sem pa ne vem, v jeklarstvu, ima to kaj z mano upravljati, jaz sem pa v mobilnosti, tako da lahko se pa dotakneva in pogledava, kako prav v vsaki panogi so možnosti, da se v to vrstni, ne samo možnosti, ampak dejansko priložnosti, da se na ta način vključiš in seveda delaš tudi prihranke. Se pravi, krožno gospodarstvo ne rešuje planeta, posledično upamo, da ja, ampak rešuje dejansko gospodarstva in civilizacijo. Ker mi ne moramo gospodariti na način, na kakršen gospodarimo, ker vsega globalno porabimo toliko preveč in se toliko, ker tudi vemo, kaj se dogaja, z klimatskimi spremembami in ostalim, da smo mi že porabili te svoje zaloge dejansko. Nimamo pa še enega planeta. Tako da to bi bilo tako zelo poenostavljeno povedano. Zdaj pa, če se vrnem k temu, kaj v okviru platforme, zdaj Circular Change kot taka, kot platforma, ki smo jo tukaj postavili, katere ustanoviteljica sem v Sloveniji, mi si rečemo, da smo najboljša vstopna točka za tvoje krožno potovanje. Super. Res vstopna točka. Zaradi tega, ker nimamo ambicije biti recimo neka konzultantska hiša ali pa neka velika organizacija, ki bi imela vse vire, resurse za to, da bi lahko izvajala aktivnosti, ampak imamo mrežo. Se pravi, ko vstopimo v projekte, vključimo tiste eksperte, ki so potrebni ali pa kdaj sploh, ker sem jaz tako brez poslovnega modela, sploh niti ne naredimo tega, ampak samo usmerimo na koga drugega, ki mu lahko pomaga v danem trenutku. Tako da smo ena taka res entry point, kot temu rečemo. Zdaj, kaj pa je Evropska platforma za krožno gospodarstvo, taka si omenil, to imamo pa sedež v Bruslju in ravno danes smo imeli prvi sestanek nove koordinacijske skupine. V tej koordinacijski skupini nas je 24 organizacij iz Evrope in te so imenovane za strani ustanoviteljev te platforme in to sta Evropska komisija na eni strani in Economic and Social Committee, se pravi Slovensko ekonomsko-socialni svet. In letos je kandidiralo več kot 100 organizacij, to so res velike, ne vem, Business Europe, Ellen MacArthur Foundation in tako naprej, res velike in Circular Change. In smo se uspeli uvrstiti med teh 24 in danes sem bila tudi jaz ponovno izvoljena kot predsedujoča tej platformi. To pa je, ima pa 3 naloge, mislim, bom rekla 3 obličnosti ima ta platforma. Eno je čist digitalna platforma, na kateri se objavljajo kdorkoli, da lahko na to platformo znanja, dobre prakse, dokumenti, poročila, najave dogodkov. Skratka, kot ena taka zakladnica znanja, povezav, če iščeš partnerje za projekte. To je ta digitalna njena oblika. Drugo smo mi kot koordinacijska skupina, ki imamo pol različne, mislim zdaj jaz rečem BC čas, včasih je bilo before Christ, pred Kristom, zdaj smo pa before corona, ampak je oboje BC.
To ti bomo povedali. BC2, ker smo zdaj v BC2, imamo virtualne zadeve in imamo stvari, kot so recimo Circular Talks, kjer lahko se dogovorimo, da bomo z določenim komisarjem razpravljali o kakšni temi ali z poslanci Evropskega parlamenta, tako da imamo ta policy making, na drugi so pa čist teme, kot smo mi zdaj recimo izobraževanje, pa pomen znanj za to, da sploh to krožno gospodarstvo lahko zaženemo. Tako da to je veliko nekih formatov. In tretja stvar je pa konferenca, ki jo imamo vsako leto in letos je bila žal virtualna, ampak je tudi zelo taka prvi dan Evropska komisija. Vemo, da smo imeli letos fokus na seveda Green Dealu, zelenem dogovoru, na pandemiji, na tem, kako ta Green Recovery, zeleno okrevanje združiti tudi seveda z premagovanjem klimatskih izzivov in tudi z seveda implementacijo krožnega gospodarstva. Tako da nekako to so te gradniki, več pa lahko greva pogledati, če bo zanimivo. Ja, deva se malo dotakniti, se pravi, ti si zdaj predsednica Evropske platforme za krožno gospodarstvo. Verjetno je tvoja vloga tudi, da si izbereš ožjo ekipo in da dejansko tudi peleš naprej to. Tako da mene zanima, ti kot vodja, kaj misliš, oziroma kaj iščeš v ekipi, ki si jo postavljaš? Kaj ti je pomembno? Pomembno mi je, jaz sem zelo intuitiven človek, tako da se mi zdi, da je tista kemija, a nekaj steče ali ne steče in da sem tudi vedno bolj nekako izurjena v tem, da zaznam, kar ne pomeni, da je nekdo na drugi strani slab ali dober, gre samo za neko kompatibilnost na tej ravni, zato ker prej, kot sem rekla, imam en svoj način delovanja. Jaz nisem avtoritativna, nisem zelo strukturirana, če je treba, ampak načelno sem razpršena, kot sva prej ugotovila. In sem zelo odgovorna oseba in zelo transparentna. Se pravi, z mano so kompatibilni ljudje, ki z nekom takim, kot sem jaz, lahko delujejo. Se pravi, da jih ne kontrolira, da jim ne predpisuje, kaj morajo narediti. To so pa ljudje, ki so proaktivni, ki so tudi enako entuzijastični na nek način, seveda pa komplementarni hkrati, ker vedno v timu je dobro, da smo si različni, ampak po vrednotah ali pa po načinu delovanja se moramo strinjati o tem, kar sem prej razložila, tak nek koncept deluje. Potem si pa kompetence, imaš pa različne in jih organiziraš tako, da ta tim lahko deluje. Ampak to vedno tudi povem, ravno zaradi tega, ker rečem, če ne morete tako delati nič narobe, ker je težko. Jaz sem malo razvajena v tem smislu, moram reči, tudi če se vrnem k svojim otrokom, so oni bili v tem duhu vzgojeni in jaz si vedno mislim, pa dobro, če so oni taki, pa kaj en odrasel ne more tega razumeti. Pa ni tako, vsak je imel neko svojo izkušnjo, nek svoj način in odraščanja in izobraževanja in nekih delovnih okolij. Ampak tako da z mano delati tako specifično. Zdaj je treba ljudi vprašati, ki so okoli mene, kaj jim to pomeni, ampak en tak zelo vključujoč in transparenten način. Ne, top odgovor, ker se mi zdi, da jaz sem tudi tazga mnenja, da se moraš obdati z ekipo, ki dejansko te celo presega znani na določenih področjih, ker se mi zdi, da dejansko edin tako boš rastel. Ker oba veva, da kot oseba se stalno izobražuješ, skozi dobivaš nova znanja, novi trendi, tehnologije se spreminjajo, tako da absolutno zelo potrjujem tvoj pogled. Zdaj pa po drugi strani bi to vprašal ti, kot vodja prihodnosti, kaj pa ti misliš, da je pa zate pomembno, oziroma katere lastnosti imaš ti, na katere si ponosna? Kaj bi rekla, da je za vodjo prihodnosti pomembno, da ima? Ja, zdaj, tako kot sem rekla, nobena lastnost ni sama po sebi samo dobra ali pa samo slaba, odvisno, kako jo potem uporabimo. Tako da bom rekla, katere so te lastnosti, ki jih imam. Upam, da v dobro bojo delovale še naprej. Prva je definitivno ta radovednost. Kaj se dogaja? Tako ne glede na to, mene zanimajo ljudje od čistilke na letališču do predsednika države, skratka enako me zanimata dejansko oba, kako ljudje razmišljajo, delujejo, kaj jim nekaj pomeni. Drugo, mislim, da imam zelo močno empatijo, se pravi to vživljanje v tega drugega in s tem tudi se kdaj kakšne poti lahko skrajšajo ali pa se kaj hitreje zgodi, ker si bolj sposoben prebrati.
potem pa vsi to mi pa priznavajo vsi, da sem izrazito povezovalna. Tako da jaz najprej pogledam, kako lahko nekaj povežem, da bomo imeli vsi skupaj več, ampak to lahko zdaj tako, kar že malo prevzetno rečem, da je temu res tako, ko se mi je tokrat potrdilo in ta socialni kapital, ki sem ga v teh letih svojega delovanja zgradila, to potrjuje. In to se mi zdi nekaj, kar imam rada pri sebi in kar imam rada tudi pri drugih. Zaradi tega, ker ko enkrat deluješ v tem globalnem svetu in vidiš, koliko stvari je za narediti, koliko enih izzivov je, koliko tudi enih nalog, vlog, ne moreš se počutiti ogrožen. In reči, ta je pa meni konkurent, ali pa če bom pa tega povabil, pa jaz ne bom imel. Ne. Vsak je edinstven, vsak od nas je en unikum in za vsakega od nas je en prostor tukaj. In enkrat, ko to zavestiš, potem stvari veliko bolj stečejo. No? In v tem mislim, da se meni, tako če pogledam nazaj, tudi življenje odvija, kot se mi, mogoče predvsem tudi zaradi te lastnosti, da nekako ravbarsko nastavljaš skozi, tudi meni od druge, ampak tudi jaz jo, in pa vsi skupaj gremo naprej, ne pa da po glavu udaraš, čim je nekaj boljše ali pa bolj svetlo ali pa bolj simpatično. Koliko se ti pa danes zdi v teh časih, ko smo dejansko se poslovno okolje transformiralo v virtualno okolje, ni več tega fizičnega kontakta, dejansko smo šli iz social distancinga v distance socializing, taka lepa wordplay. Ja. Kako se ti pa zdaj zdi pomembno, da dejansko, kako se je pri tebi zgodila? Si imela potem še več sestankov, ste pretiravali sestanki, si imela več 1-na-1 pogovorov s svojimi ekipami, ker se mi zdi, da je bila zelo pomembna ta komunikacija, sploh v teh časih. Ja, komunikacija je zelo pomembna. Zdaj jaz sem človek, ne samo stikov, ampak tudi dotikov, ne. Tisti, ki me poznajo, vejo, da jaz sem vedno prej tekla k vsakmu pa vprašala, če ga lahko objamem, ker sem zagovornik 7 objemov na dan od žene zdravnika stran. In evo, zdaj, ko se ne objemamo, rabimo zdravnike. Malo heca. No, tako da zame je to, v prvem valu moram reči, še nekako se nekaj, ok, dobro, bomo zdaj tole malo premostili. Zdaj pa zame to že kar problem postaja, zaradi tega, ker se čutim tudi osebno manj učinkovito. Ker delo, ki ga imam, seveda določene stvari lahko narediš nadaljavo in online in tako, ko se midva zdaj pogovarjava, ampak predvsem te timske stvari, razni brainstormingi, ta strateška razmišljanja, ta pa recimo preko Zooma, pa tudi če imamo vsa orodja ali pa kjer druge platforme, to ni enako. Ko imaš ti ljudi v prostoru in tle recimo je ena od mojih kompetenc, no, tudi je ta facilitacija, orkestracija ali kakorkoli, ali kuratorstvo, ne. In tle je spet ta kemija. In ko imaš ti ljudi v prostoru, lahko prebereš, ta je pa introvert, ampak sigurno bi zdaj rad nekaj povedal, pa ga spodbudiš. Zdaj, če ga imaš tle pred Zoomom, on reveš, če pitam, ne, pa sploh, če ga ne poznaš, odprej mu niti besede ne daš, ker je vedno, imamo 10 minut, ne. Tako da jaz pogrešam to realno fizično življenje. Mislim pa, da je neka kombinacija obojega, pa ok, da smo pa kakšne stvari tudi pretiravali. Tudi v smislu, sem ogromno potovala, ne. Sem bila na teh avionih čist preveč in moj ogljični odtis ni tak, da bi se hvalila z njim. In se mi zdi, da tle pa za kakšne sestanke ali pa nekaj, kar je bolj ena koordinacija, lahko naredimo to nadaljavo, a ne? Dočim zato, ker sem rekla, za neko soustvarjanje pa rabimo to bližino. In jaz upam, da bomo to našo novo realnost soustvarjali v tej smeri, ne? Da bomo razumeli, do kje je tehnologija v podporo, kje pa postane ona ena ovira, cokla ali pa celo preprečuje razvoj določenih stvari. Absolutno. Kako pa ti gledaš na tehnologijo? Zdaj, jaz sem kar nekaj časa bil vpet, oziroma sem še kot stalno sem bil v inovacijah, v razvoju, v BTC-ju, pa tudi zdaj sem še naprej. In moram reči, da ta tehnologija je prinesla ogromno pozitivnih stvari, je pa tudi mogoče nekaj slabih oziroma nekaj izzivov, ne? Da smo v bistvu stalno vpeti v svet. Ta naš najboljši prijatelj, mobitel, nas stalno opozarja, skozi smo dosegljivi. Kako ti gledaš na to? A se znaš odklopiti? Ker vem, da danes imamo ogromne težave s tem, da dejansko rečemo, zdaj pa konc, zdaj sem pa zaključil svoj delovni dan, pa se bom malo umiril. Ja, jaz sem en tak dinozaver, ne, se moji mladostniki hecajo z mano, da tako uporabljam mobilni telefon, ki so v starih časih ljudje uporabljali dalin za televizijo, ne, ki ne znaš tako prav s prsti narediti, ker skozi misliš, da moraš nekaj malo drugače. Tako da nisem nek močan uporabnik in odvisnik
od teh novih tehnologij in predvsem se mi zdi, da marsikaj od tega, kar nam prinašajo, povsem uporabniku neprijazno. Tako da jaz sem tudi, ko kupujem aparate, jaz sem strašen tradicionalist, rečem, ali lahko gumb, da ga na roko obračam, ali lahko ni, ne vem, digitalnega skrina, ali lahko hladilnik, prosim, ni pameten in tako naprej. To sem jaz. Zdaj sem si kupila, evo, priznam, v tem COVID času, sem si kupila CD player, ki ga nisem imela več, ko sem rekel, jaz moram te CD-je spet dajati nekam noter in poslušati muziko. To sem jaz in tehnologija. No. Se pravi, ja, tehnologija, dokler ona meni pomaga in me podpre v tistem, kar jaz rabim, ne pa da postanem jaz njen suženj in jaz za njo delam. In recimo zdaj bom zlila svojo travmo, ko slišiš na drugi strani, ja, veste, sistem nam tega ne dopušča. Mi imamo digitalizacijo, in potem je ta digitalizacija taka, da recimo greš na servis za avto in gospod sprinta 5 listov in jih da v 5 fasciklov. In jaz rečem, oprostite, kaj pa digitalizacija? Pravijo, odkar je digitalizacija, veste, imamo tak sistem, da moramo 5 papirjev printati, prej smo samo 2. In podobne neumnosti. No, tako da se mi zdi, da res kdaj grejo stvari v narobno smer in ne poenostavijo, ampak zakomplicirajo in podražijo. Zdaj, po drugi strani pa seveda to, da se lahko takole pogovarjava, da imamo internet in vse to, to je super. Če je to spet orodje, če je to naš podaljšek, ne pa da smo mi podaljšek tega. In se mi zdi, recimo film na Netflixu, tale Social Dilemma, ki smo ga verjetno večina pogledala, je dobro naslovi to temo. Se pravi, kdaj začneš biti ti samo eno orodje, in moja prejšnja kariera je bila v oglaševanju in v marketingu in zelo dobro to razumem. In se mi zdi, da to ohraniti, da sem jaz in da so to moje podaljški in moje pripomočki, čeprav seveda si zmanipuliran in zato moraš ravno boljš razumeti. No. Tako da tle se mi zdi pomembno pri tehnologijah, da jih razumemo, da smo vzgojeni, tudi tako, vzgojeni v smislu izobraževalnega sistema, da se nam te stvari predstavijo, kako delujejo, zakaj delujejo in tako, in da je potem to neka naša svobodna izbira, koliko bomo tega uporabljali. Tako da jaz moram reči, da sem heavy user v smislu, ja, da sem cele dneve zdaj pred tem Zoomom pa tako, ampak znam pa to telefon ugasniti in si reči, dobro, zdaj pa res ne bo nujno, če se najavim. Super. Zdaj, krožno gospodarstvo je res zelo pomembnega pomena in verjetno oba ne morava to bolj poudariti, da je res zelo pomembno. Koliko so pa danes podjetja, organizacije in pa hkrati na drugi strani tudi država, koliko so odprti do sodelovanja do teh sprememb, na primer, kad ti prideš pa bi rada pomagala? A smo že na tej stopni, da se dejansko zavedamo, pa smo pripravljeni? Ja, zdaj lahko dava eno paralelo Slovenije, ker ko smo začeli z Circular Change, smo seveda kot ustanovljeni v Sloveniji začeli tudi delovati v Sloveniji in takrat 6 let nazaj informirati o tem, kaj sploh je krožno gospodarstvo in tako. Tako da tisti recimo bi rekla prvi val je bil tak, da so bili tako nejeverni Tomaži, kaj ima pa zdaj to za opraviti z nami, kaj pa zdaj govorite. No in je bil potem ena taka prebojna točka, ko smo organizirali prvo Circular Change konferenco, to organiziramo vsako leto, letos je bila 5. je bila digitalna, prejšnje so bile zelo fizične in smo dosegli tudi vsakič 500 ljudi, govornike iz 30 držav. Tako res, tudi World Economic Forum nas je dal na seznam enega najbolj odmevnih dogodkov na področju krožnega gospodarstva v Evropi. No in na tej prvi konferenci, recimo, ker sem za sodelovanja vedno in se moram zahvaliti tudi tukaj Ajši Vodnik z MČM-a, smo se povezali in smo rekli, a lahko imamo to v sodelovanju z MČM-om, zaradi tega, ker v MČM-u so pa ljudje, ki so odločevalci in če bodo oni prisluhnili temu in rekli, to pa ima smisel, potem bomo en korak naprej. Potem ne bojo več govorili, da je to samo za nevladne organizacije in za smetarje in komunalce, ampak se bo tema premaknila. Tako da recimo, to je bilo začetno stanje, če rečem 6 let nazaj v Sloveniji. In od takrat, potem smo naredili v Sloveniji tudi kaže pot prehoda v krožno gospodarstvo, ki je bil en zelo pomemben mejnik, ker smo bili med prvimi državami, da tako rečem, in je bilo to tudi zelo odmevno in smo na konferenci predstavili spet v smislu sodelovanja druge kaže pote iz drugih držav, kako je Finska to naredila, Nizozemska,
potem smo imeli, koga smo imeli še takrat, Francijo. Tako da smo imeli recimo to diskusijo. Ne? No, in od leta 2017, ko se je to zgodilo, pa do danes, če pogledamo, je pa po mojem mnenju Slovenija zaostala na sistemski ravni, se pravi na povezovanju, to, kar si ti omenil, da je zelo pomembno, ne na eni strani vladnih inštitucij, na drugi strani raziskovalnih, univerzitetnih in pa gospodarstva. Tega sodelovanja je po mojem subjektivnem mnenju seveda premalo, se pa veliko dogaja na področju gospodarstva. In številna podjetja se odločajo za spreminjanje ali pa prilagajanje poslovnega modela v tej smeri, zaradi tega, ker tako ohranjajo konkurenčnost. In tle se lahko pol vdakneva konkretnih primerov, ampak to bi rekla, da je neko stanje, kot ga jaz vidim v Sloveniji. Za razliko od drugih držav, ki pa imajo ki pa imajo neko kontinuiteto in bolj jasno vizijo, pa tudi razumevanje, zakaj je to za konkurenčnost države pomembno. No, predvsem Nizozemska, če jo vzpostavim tukaj, je naredila v teh istih letih neverjeten preskok, ne? Ampak oni imajo v svojem DNK-ju razumevanje tega, kaj je trg, kaj je priložnost, kaj je pozicioniranje. Super, hvala. Deva res se malo dotakniti, ki me res zanima in verjamem, da naše poslušalce tudi. Se pravi, kako izgleda en primer, oziroma kaj ti narediš, ko prideš v podjetje? Kako sploh izgleda ta postopek, proces? Ja, zdaj jaz tako bom rekla, primarno je moja vloga, recimo, ko pridem v podjetje ali pa v eno drugo organizacijo, predvsem mapiranje tega, kaj pa sploh imate in kako od tukaj naprej se lahko podate na to krožno transformacijo. Zdaj bom dala en konkreten primer, ker taki so najbolj fajn. Ko smo delali z pivovarno Laško Union, Heineken skupino lansko leto, recimo, smo imeli projekt, ki je se začel zato, ker je Heineken kot globalno podjetje ima v svojem jedru poslovanja cilje trajnostnega razvoja, tako imenovane SDG-je. To so tistih znanih 17 ciljev, kot je ohranjanje vode, enakopravnost, brez lakote in tako naprej. In oni imajo to kot jedro poslovne svoje strategije, ki je vezano na KPI-je. Se pravi, karkoli delajo v podjetju, ko rečemo, kako poteka proizvodnja, koliko smo naredili prihrankov pri vodi, koliko imamo zelene energije, koliko imamo lokalno pridelanega hmelja in tako naprej. Se pravi, to je vsak dan se to sprašujejo. Pri nas je bil pa običaj, da to sodi potem v letno poročilo, ampak ne v osnovno letno poročilo, ampak sustainability reporting, se pravi tisti dodatek, trajnostno poročilo. In tam se je ponavadi pol napisali, donirali smo za vrtce, prebarvali smo ograjo in posadili 3 drevesa. No, in pri pivovarni Laško Union smo potem pogledali, kako zdaj to neko novo kulturo, nek nov mindset v resnici in pa seveda tudi čisto strateško podprte zadeve sinhronizirati z poslovno kulturo in načinom delovanja in cilji, ki jih ima slovensko podjetje. In potem smo iskali tudi spet oprijemališča, na katere so tiste teme, okoli katerih lahko se v Sloveniji začne recimo nek preboj delati ali pa se tudi pozicionirati, čeprav je velika globalna družba Heinekena, kot nekdo, ki pa ima neko dobro prakso, ki pa že nekaj počne. In ko začneš potem rudariti, malo brklati, najdeš, da je kar veliko stvari, ki jih samo mogoče nisi znal besedati ali pa prav opredeliti, pa so že dejansko del krožnega gospodarstva in nekih dobrih praks. Tako da to je nekako ta vloga. Potem pa pridemo do določenih ekspertiz, naprimer, če pridemo do področja plastike, kje najti reciklate, kakšna je kakovost, kdo kaj, kje dela. Tukaj imaš pa že potem druge eksperte. Tako da jaz sem vedno pravim tista, ki sem v helikopterju, ki narediš en helikopter view in potem pa veš, kje so pa zdaj specialci za naprej. Ampak moram reči, da manj delam jaz osebno s podjetji in več delam z vladami kot naročniki in potem z vključevanjem vseh deležnikov, kjer so seveda tudi podjetja, ampak tudi mesta, tudi nevladne organizacije, mednarodne inštitucije, ker delam zdaj zadnja 3 leta na teh kažipotih prehoda za krožno gospodarstvo. Trenutno sodelujem z ekipo v Čilu, v Latinski Ameriki,
z Srbijo, z njimi smo naredili že kaži pot, zdaj se pogovarjamo tudi s Črno Goro in pa zelo veliko tudi z nordijskimi državami, predvsem z Norveško. No, v zadnjem letu smo tudi veliko na tem področju naredili. Tako da tam je pa spet, pravim, sem jaz spet v tem helikopterju in gledam deležnike in jih potem nekako sestavljam do enega konsenza, kako neko to strategijo postaviti. Super, noro. Zdaj, ko te poslušam oziroma tudi gledam, vidim, da ker kipi iz tebe ta energija pa ta strast. Tako da eno ključno vprašanje in sicer res me zelo zanima, kdaj se je pojavil v tvojem življenju ta aha moment, ker tako pravijo Američani, ki si rekla, jaz pa hočem biti v tej panogi, jaz pa mislim, da je to neko višje poslanstvo in v tem uživam. Ja, to je bil res aha moment in tukaj moram omeniti Janeza Potočnika, našega nekdanjega evropskega komisarja, zdaj predsedujočega IRP-ju in pa partnerja v družbi Systemic. Ko se je predstavil prvi akcijski načrt za krožno gospodarstvo na ravni evropski, k kateremu je v veliki meri seveda prispeval ravno Janez Potočnik, sem jaz to poslušala in itak nisem čisto dobro razumela, kaj to je, ampak se nekaj čakaj, tle pa to je pa čisto interdisciplinarno, tle pa vse noter paše, se pravi, tle imamo pa zdaj vsa področja, tle imamo ta sistemski pristop, tukaj imamo vlogo deležnikov, tukaj je treba medsebojno sodelovati, to je pa nekaj, kar pa mene res zanima, ker je naenkrat se vse združilo, ker nisem znala preartikulirati. No, in to je bil ta aha moment in moram reči, že je bil pa drugi tak trenutek, ko je imel Janez eno predavanje v Sloveniji in sem šla jaz do njega in se nekaj, oprostite, jaz sem ta in ta, mene ta tema zanima, ampak ne vem dovolj, a bi bili vi moj mentor? In je on rekel, ja, jutri me poklič. No, tako je bilo to. In potem sem ga jaz res poklicala in mi je pomagal predvsem najprej s tem, kaj ne sploh berem in tako naprej. Tako da je bil to dve stvari sta, ne? En je ta aha trenutek, druga pa to, da imaš potem nekoga, ki je, mislim, jaz rečem temu mentor, vsem, kako ga imenujemo, ki te potem podpre, a ne, na tem, da lahko ti začneš ta svoj razvoj naprej. No? Tako da to je bila ta prelomna točka. Top. In ful dobro si že načela moje naslednje vprašanje, ki se navezuje ravno na mentorstvo, ker tudi sam se mi zdi, da sem imel v življenju in je še zdaj imam to srečo, da sem imel ob sebi, zdaj ali rečeva mentorji ali izjemni posamezniki, ki ti pomagajo. Tako da, koliko se tebi zdi to pomembno in si tudi ti, verjetno si v mentorskih vlogah kar večjih posameznikov? Ja, jaz zelo veliko mentoriram, mislim, ogromno enih teh programov sem podprla v različnih organizacijah, inštitucijah, bila sem tudi soustanoviteljica ABC akceleratorja, ravno iz tega entuzijazma, ne, da je treba vse to podpirati. V Združenju Manager sem mentorirala, v MČM in tako naprej. Ampak povej pa nazaj, kar se mi zdi, pa tudi zdaj še to počnem, kar se mi zdi pomembno, je, jaz verjamem v synchro destiny. To je synchronicity pa destiny združen. Ne? Se pravi, da ko si ti naravnan, to, kar si me prej vprašal, ne, za ta aha, ko sam začneš to čutiti, neko brbotanje, da te nekaj kliče, jaz verjamem, da pritegneš v svoje življenje pravega človeka ali pa pravo temo ali pa nekaj, kar ti obrne to kolo sreče. In jaz, če tako nazaj, to včasih boljš vidiš, seveda, ko nazaj pogledaš, ne kot med tem, ko se ti dogaja, zato kdaj med tem, ko se ti dogaja, niti ne razumeš, da je to prava stvar za naslednjo tvojo stopnico. Ne? In meni tako nazaj, ko si mi ti rekel, da se bova pogovarjala, ne, sem bila zelo hvaležna za vsa vprašanja, ker sem rekla, to je pa super priložnost za retrospekcijo, da se jaz sploh vprašam ali pogledam nazaj, ne, kje pa so meni to obračali. In sem potem ugotovila, da že na faksu, ne, sem šla iz upora proti svojim staršem študirati ekonomijo, ker pač en je bil predavatelj na AGRFT-ju, ne, in kot sem rekla, jaz sem veselo režirala in take stvari počela v svojem gimnazijskem času in mati na FDV-ju, se pravi oboje, kar me je zanimalo, ne, in neko režiranje in komuniciranje sta moja starša že pokrivala, tako da to ni bila opcija. In ste nekaj, ne, jaz bom pa ekonomijo, ne, marketing, to bo zame neki. No, in grozen mi je bilo na tem ekonomskem faksu, vejo tudi tisti, ki so bili moji sošolci, da mi je bilo to nekaj čist preveč strukturiranega in dolgočasnega takrat. No, ampak se je seveda pojavila profesorica Iča Rojšek, ki je takrat me spodbudila in je rekla, joj,
kaj pa te okoljske teme, ampak to je toliko nazaj, že četrt stoletja, ne, če smo čisto iskreni. In sem jaz delala diplomo okolju prijazni dejavniki poslovne politike. Mislim, to je bilo takrat, ko sem spraševala podjetja, ne, kako oni to delajo in kaj. Je bilo to tako, kot bi jih danes spraševali, koliko imate že, ne vem, sodelavcev na Marsu, približno na tej stopnji. No, ampak hočem reči, recimo mi je to obrnil, ne, interes ali pa nekaj v eno področje, ki ga sama ne bi našla in ki se je zdaj izkazalo, kako prav, ne, se nekaj to diplomo zdaj ven zvleči, pa ta ista podjetja vprašati, tiste, ki še obstajajo, ne, kako je zdaj z njimi in z poslovanjem v sferi krožnega in trajnostnega bi bilo prav zanimivo. Tako da to je bilo recimo prva, potem, tako če greva po imenih, saj bom krivico naredila, ker ne bom vseh omenila, ampak potem je bilo, da sem si rekla, jaz pa bom v oglaševanju delala in samo ena agencija, to je bil Studio Marketing, in sem napisala seveda takoj neko kreativno pismo, se še zdaj spomnim različne barve papirjev, takrat ni bilo še interneta, ne. In Jernej Repovž me je poklical in je rekel, ti pa kar prid k nam v službo. Takšnega CV-ja oziroma take prošnje pa še nismo dobili, ne. In je spet bila ena, ne, in sem bila pol tam. Potem je prišel na pot mi Dragan Sakan, ki je rekel, pa ne moreš biti v tej Sloveniji, ti si za nas v svet narejena, ne, in mi je pomagal recimo, da sem bila v raznih mednarodnih žirijah in tako naprej. Potem je bila, ne vem, Violeta Bulc, ki je preplavala mimo tudi po nekem naključju pri enem projektu in smo začeli z Inštitutom za poslovno rast in kreativnost in smo mi dve pol sodelovali in smo delali nekaj spet pionirskega, ne, to inko gibanje in ostalo, ker smo se ogromno naučili vsi skupaj, ne. Potem je prišla, ne vem, Josephine Green, ki je bila v Philipsu v službi, tudi na eni konferenci sem jo srečala, ker sem bila takrat že bolj mednarodna in se mi isto se nekaj, Josephine, to je toliko zanimivo, kar v Philipsu delate, ne. In se je spet obrnil cel krog naprej. In potem sem prišla do Nizozemcev, ne, in do njihovega predsedovanja EU-ju in krožnega gospodarstva, kot sva prej rekla, preko Janeza Potočnika. In tam spoznala, ne vem, Gida Brama, ki je vodil cel proces na Nizozemskem in sva super prijatelja še zdaj v našem bordu. In se je spet obrnil. Tako da, če nazaj pogledam, ne, vedno, ko je dozorelo mora dozoreti, ne, se mi zdi tako, kot metuljčki smo, tisti, ki si buba, še ni, ne. Pa ko dozori, pa nekaj pride, da lahko poletiš. No. Tako se mi zdi, da so take stvari se mi dogajale. In sem zelo, zelo hvaležna in tako, ko gledam zdaj nazaj, ali pa ko mi ljudje rečejo, sem vesela, da sem tudi jaz komu to kolo obrnila, ne, da je prek enega sodelovanja prišel kamor ne bi. Daj mi povej, koliko si pa lahko v krožnem gospodarstvu inovativen, ker danes v vse poslovne procese, v vse poslovne modele vpeljujemo razne nove tehnologije, razne inovacije, tako da koliko si lahko dejansko v tem segmentu inovativen? Uporabljaš različne... V tem segmentu ne moreš biti, če nisi inovativen. Aha, ok. Zato je to nekaj, kar je tako zanimivo. Zakaj? Ključna je kreativnost in inovativnost, zaradi tega, ker gre za kreiranje novih poslovnih modelov, znotraj tega pa tudi novih sistemov, jaz bi rekla, nočem reči value chain, se pravi ne veriga vrednosti, ampak sistem vrednosti. In to vsak ta poslovni model, to zelo fino ponazori ali pa opiše vedno Giulio Bonazzi, CEO podjetja Aquafil, ko pove, kako je on stopil, ne, s svojim podjetjem, z njimi tudi sodelujemo, no, na to pot preobražanja Aquafila v smeri izdelovanja 100% recikliranega najlona. Ne. Je rekel, če bi jaz na začetku vedel, kaj me bo čakal, jaz na to pot sploh ne bi šel, ker je to čista norost. Ne. Čeprav se je potem, zdaj pravi, ne, izkazalo, da je bilo, mislim, da se je splačalo in da je bilo prav, ampak če bi vedel, kaj vse me čaka, se ne bi upal stopiti. Zato pravim, da tle ni še predpisanih receptov, a ne? In vsak ta korak je povezan z, če že ne z inoviranjem, ne, pa vsaj z neko invencijo oziroma z veliko mero kreativnosti. Tako da, absolutno. Zdaj, to je verjetno tako, kot pri inovacijah, pa v razvoju, ko greš transformirati poslovne procese, kulturo, verjetno dolgotrajen proces. A je, ko ti prideš recimo v organizacijo oziroma ko sestavljaš nek plan, a lahko oceniš pa rečeš to, ne vem, koliko ponavadi traja tak projekt?
Maja, se to vedno rečemo, ni projekt, ampak je proces. Ker medtem, ko ti zaštartaš in ko greš na to pot, se že toliko stvari zgodi, ali tudi inovacija, ali pri tebi konkretno v tvojem podjetju, ali pa v okolju, ali se pa neki novi trendi pojavijo, ali se pojavi pa COVID, kot se je zdaj, in ti spet stvari obrne na glavo. Tako da to je ena taka pustolovščina, ki jo moraš vzeti kot srednjeročno, če že ne dolgoročno. In zelo zanimivo je zdaj, ko to poslušamo, koliko je tudi denarja namenjenega za ta green recovery in za okrevanje gospodarstva, kako se zdaj ta finančni sektor obrača. Vem, da si imel tudi Brodnjaka kot gosta v tvojem podcastu. Zanimivo, kako pomembno vlogo dobivajo finančne inštitucije pri tem, da znajo pravilno oceniti potencial oziroma nek poslovni načrt ali pa kakršnokoli predlog, ki ga podjetje prinese, ker ga morajo ocenjevati kot druga očala in vrednotiti, kot so ga prej. Ta assessment se spreminja. In zato je treba imeti to srednjeročno perspektivo in videti, zdaj le na kratki rok mogoče to se še ne bo pokrilo, ampak če tega podjetje ne naredi, bo to podjetje propadlo. To ni, da bo ono fino delalo še naprej, ne samo ne vem kaj, ampak ga ne bo na trgu več. Zdaj, če ponazoriva, ne vem, najbolj Slovenci smo na te avtomobile, pa avtomobilska industrija, mobilnost. Koliko je zdaj govora o Nemčiji, o tem njihovem pretransformiranju avtomobilistične industrije, kako se cel ta segment mobilnosti spreminja, koliko je govora o baterijah, recimo to je v Evropi zdaj ena hot tema, tudi v okviru krožnega gospodarstva, kako baterije, iz katerih materialov, zakaj še potem uporabiti, kako te redke kovine, ki so v njih, zadržati in tako naprej. Tako da, če to pogledava, vidiva, da to ni nič, kar je zelo kratkoročno, je srednje ali dolgoročno, ampak neizbežno. In zato zdaj kapital podpira krožne trajnostne rešitve, ker sicer bo tudi ta kapital izgubil vrednost. Odličen odgovor, hvala. In tudi, tako kot si rekla, in Blaža in Violeto sem že imel na podcastu in sta oba res izjemna. In tudi njih dva sem vprašal naslednje vprašanje. Zdaj, tebe, ko gledamo, vidimo ogromno nekih dosežkov, si predsednica Evropske platforme za krožno gospodarstvo, si v večjih upravnih odborih, zdaj si tudi postala EU Women for Future, kar je res izjemen dosežek, pa še ogromno nekih dosežkov. Ne vidimo pa teh izzivov, ki si jih imela, da si prišla v to pot. Tako da, če nam malo opišeš, kaj so bile kakšne te izzivi, ker kakor sem se z Blažem in Violeto pogovarjal, je bilo to ogromno nekih ur dela, je bilo to ogromno neprespanih noči, ker na koncu pa vsi vidimo samo, Ladeja je predsednica, je v upravnem odboru Združenja menedžerjev, je v upravnem odboru tam, dela to pa to, ne vidimo pa te poti, ki je bila potrebna, da si tja prišla. Ja, vedno je tako, ko se smo tako narejeni ljudje, da vidimo, jaz pa sploh, ker sem tak bolj sončen in svetu značaj, to pravim, da mi je vesolje podarilo in genetika, da nimam jaz toliko zelo zaslug, ker mi vsi rečejo, kako se lahko ti vedno smejiš, a je tebi skozi tako fajn. Tako da, če pogledam na to svojo pot, pa bom zdaj tako podelila recimo eno tako bolj osebno izkušnjo, ampak se mi zdi to dragoceno, da tudi te stvari delimo. Ja, že od kje se mi zdi, da sem se začela kaliti v tej smeri, da sem, kjer sem. Jaz sem bila spočeta z veliko ljubezni strani mojih staršev, Karpata in Mance, ampak oba sta bila zelo mlada in zelo nepripravljena na imeti otroke. In zanosila je moja mati kljub temu, da je jedla kontracepcijske tablete. In so se hecali, ta otrok bo prišel pa ven za tableto v roki. Tako da očitno je bilo že to, kako sem prišla, ampak pa sta se ta moja dva ljuba starša ločila in nikoli skregala, imamo še zdaj vsi super odnose, ampak v tistem času, recimo, to je bila prva moja taka izkušnja, da kot otrok si bil soočen, takrat se res niso ločvali, to je nazaj več kot 40 letja. In sem se jaz morala nekako, mislim, to je bil moj obrambni mehanizem, da sem jaz rekla, to je pa toliko fajn, če so starši ločeni, pa imaš pa enega tako, pa drugega drugače, skratka, nekaj negativnega sem obrnila v pozitivno. Potem so se začele, oče imel več partnerk, mama imela novega partnerja, od
otroci so se rojevali, jaz imam po očetovi strani nas je 5 polbratov in sester, po mamini 2, skratka Woody Allen film, ne? In spet nekaj nekonvencionalnega. In spet sem morala se tukaj znotraj znajti, ne, z vsemi temi novimi člani. Mi smo imeli ta nova leta in praznovanje, ko smo se vsi zbrali, ker nisi vedel, kdo je oče, od koga mama, mislim, in vse ostalo. Tako da v tem Woody Allen filmu se mi zdi, da sem se razvila v to, ker ni samo dobra lastnost, kot sem rekla, vsaka lastnost ima pluse in minuse, ta empatija se mi je zelo razvila, drugo pa zanesi se nase. In sej ti sama vse zmoreš, ne? Ker na tele se res ni za zanašati, ne? Nikoli ne veš, kaj bojo všpičali, starejši. Ne? Tako da recimo to so neke take stvari, ki te zaznamujejo vsak ima, kaj ne, se ni nobena drama, to, ampak hočem reči, da od tukaj recimo mi je bilo to, da sem se naučila stvari, ki niso konvencionalne ali pa niso najbolj družbeno sprejemljive, obračati v nekaj, kar sem znala v nek plus obrniti. No. Tako da to je neka popotnica, ki sem imela. Potem so bile pa različne situacije, ne, čez katere sem šla. Zdaj, če se vrnem na faks, recimo, ker sem bila svoje glava, ne, kot sem rekla, ta ekonomija takrat mi je bila grozna, in sem jaz študirala druge stvari, ne skripte, ki smo se jih morali na pamet učiti. Ne, in mi je en od profesorjev na enem izpitu rekel, da sem sramota za fakulteto. Da kaj tacga pa ne. Mislim, kaj si jaz domišljam, ne, recimo, in sem pa to nekako pogoltala in šla naprej, ne. Potem sem bila, kot sem rekla, v agenciji in sem zanosila, ne, dosti mlada, in so mi rekli, zdaj pa konc kariere, zdaj pa boš imela otroka, zdaj pa nič ne bo, a ne. Pa ni bilo, ne. Potem mi je en tudi sodelavec enkrat rekel, s tabo, ti se nikoli ne boš nikamor prebila, ker nisi dovolj ostra in arogantna. S tem tvojim načinom ne boš nikamor prišla. Ne. Potem sem bila na delu, recimo, direktorica marketinga in v upravi so mi rekli, bi že nehala biti ti kreativna, tako se ne more delati v upravi. Tako da skozi neke take mine, ki so imele tudi kakšne bolj ostre posledice, pa jih nima niti smisla razlagati, ampak ne, čez to greš ali pa ne greš. Ne? In ravno zaradi tega, ker sem na začetku rekla, ker sem bila iz otroštva naučena, da to, kaj si drugi mislijo ali pa mi rečejo, pač mene ne bo determiniralo, ne? Je ta moja pot taka pionirska in, kot sem rekla, vedno nekje, kjer še nič ni aktualno ali pa ker še ni reflektorjev, tam jaz nekaj že skačem. Ne. Mislim, da je to nekaj. In pa to, kar sem rekla prej, ne, ta disciplina in pa ustvarjalnost. In jaz te moje otroke tudi morim rečem, to je 4-peresna deteljica, ne, USODA manjka, ne. In sicer ustvarjalnost, svoboda, odgovornost pa disciplina. Da te 4 stvari morajo biti skupaj, ne? Ker sam disciplina pa odgovornost ne bo dosti. Ne? Sam ustvarjalnost pa svoboda tudi ne prinese. Če jih pa daš v pravo kombinacijo, srečen 4-peresno deklico, ne? Potem pa to nekaj naredi. No? Tako da to nekako je mene vodil in ne bi rekla, da so bila kakšna odrekanja, žrtvovanja. To niso besede, ki jih imam jaz prav preveč rada, ne? Je pa neka vzdržljivost, vztrajnost, ne, to pa definitivno. Ena kondicija, da držiš, to pa je, tako kot pri športu. Ne, ful si, hvala, ker si delila z nami malo bolj osebne izkušnje. Moram reči, da si zelo dobro izpostavila, da vsako stvar oziroma negativno situacijo probaš poiskati pozitivno stvar. Se mi zdi, da je to zelo pomembno. Ker ogromno nekih pritiskov danes doživljamo iz osebnega življenja, iz poslovnega okolja, posod smo opeti, res se mi zdi, tempo je hitrejši. Ena stvar, ki bi se reče dotaknil in se mi tudi blazno zdi pomembna, jaz sem imel v svojih mlajših letih, še predvsem mlajših, tudi si še vedno mlad. Še vedno mlad pa neumen, ampak sem imel kar izzive s svojim egotom. Ker se mi zdi, da zelo vpliva ego na naše, lahko vpliva, no, če mu dopustimo na naše življenje in se mi zdi, da to je ena stvar, ki sem jo jaz v zadnjih letih precej dal pod kontrolo in se naučil v bistvu, kaj ego lahko pomeni zate. No. Kako pa ti gledaš na to? Ja, jaz mislim, da imam močen ego, ki je moj prijatelj, ne? In s tem, ko ga sprejemam, ne, ko rečem, jaz imam ta ego, zato ker brez tega ega ne bi ti tega delal, kar delaš, ne jaz ne bi tega delala, ampak to ne pomeni, da si egocentričen. To je ena velika razlika. Ali pa, da si egoist. Ne?
Tako da jaz na vse stvari tudi tle gledam, mi je zelo lepa beseda angleška embracing, ne vem, kako bi to rekli, objet, sprejet. Tako da, ta ego tle ropota in ga imamo, in potem jaz nisem rekla, zdaj pa jaz ne bom tega mojega ega imela in bom zdaj ena svetnica, nisem, ampak rečem, jaz imam en ego in imam eno življenjsko energijo in to sprejemam in to brusim. Tako da v tem se mi zdi, da je to največ, kar zmorem, in da samo sebe, kolikor se zmoreš sam, nekako brusiti in korigirati, predvsem se pa to dogaja skozi drugega. Zato, ker ljudje smo socialna bitja, in vsak drugi na drugi strani je ogledalo. Danes je tudi, kot sem rekla, meni eno čudovito ogledalo in že ta priložnost, da tako govoriva, je neke vrste, tudi ena terapija. In eno spet brušenje tega ega in spoznavanje nekih svojih lastnosti, ki so lahko bolj ali manj prijetne. Tako bi rekla, da s tem egom je fino, če se spoprijateljimo in da ga ustrezno krotimo. Ne mislim pa, vsaj jaz ne vidim, da bi rekel, če si aktiven, nekje, drugo je, če si izbereš potem nek umik, tako kot so svečeniki ali pa, res ljudje, ki so prosvetljeni, to je potem eno delovanje, ki je res ena čista svetloba in ljubezen. Jaz sebe ne vidim, da sodam v to kategorijo, ampak skušam pa biti v svojem delovanju, imeti ta ego kolikor toliko v oklepaju in pod nadzorom, zato da lahko sodelujemo in soustvarjamo in da skupaj se premikamo, da je samo jaz, ampak da je ta jaz v službi od drugega. Točno tako. Zdaj, ena stvar, ki se meni zdi tudi blazno pomembna, in si ti živi primer tega, je ta tujina. Ker jaz sem tudi 4 leta preživel v Ameriki, tudi veliko sem popotoval po Aziji in se mi zdi, da mi je res dal kar neko novo razsežnost, ogromno nekega novega pogleda, novega načina razmišljanja. Ti pa sploh si oseba, ki več kot 40 dogodkov na leto imaš, tako da praktično, če pogledaš, si skoraj vsak teden v neki tuji državi oziroma drugi državi. Tako da, koliko se tebi zdi pomembno dejansko, da ohranjaš stik s tujino, da hodiš v tujino? Zame je to ključno. Je kaj infuzija. Tako jaz pravim, ta Slovenija, in to, da imamo love in its name, je sploh lepo. In country of just the right size, to vedno povem, je čudovita za bivanje in imamo res eno veliko kakovost življenja, ampak za ustvarjanje je pa meni premajhna, kot premajhna obleka. Tako da meni je tujina ogromno dala. Dala mi je tudi zaradi tega, ker, kot sem rekla, me zanimajo stvari, me zanimajo različne kulture, različni vidiki, različne vrednote in ne vem, če delaš z Norvežani in vidiš, kaj pri njih pomeni ena transparentnost ali pa eno zaupanje, ki ga imajo v svoji kulturi. Ali pa pol si na Japonskem, pa gledaš neko njihovo hierarhijo na eni strani, na drugi pa to razumevanje te enosti, zlitosti z naravo, recimo druga. Ali pa v Saudski Arabiji, ki se ženskami pogovarjaš, kako one razumejo neko svobodo ali pa moč izražanja. Mislim, to vse definira in utrjuje v tem, da lahko skupaj razlagamo svet. In zdaj, če se vrnem k te vloge, tudi v Evropski platformi, temu predsedovanju ali pa delovanju z vidika te platforme, je prav to, kar vidim, ali pa si štejem to, da smo skupaj dosegli v teh zadnjih 3 letih, to, da smo se odprli različnim kulturam. Da ni več, Evropa ima eno zgodbo in to zgodbo bomo zdaj usadili v druge konce sveta in tako je prav. Ampak postaja ta prostor dialoga vedno širši in to sprejemanje tega, da nismo mi najbolj razviti, in da očitno ta naš razvoj ima zelo veliko negativnih posledic. In da so druge kulture, ki smo jim mogoče rekli nerazvite, celo v kakšnih zadevah bolj razvite. In to se mi zdi, da je tudi neka pot, tudi Violeta ima zdaj ta lep koncept Bulčeva, ekocivilizacije, neke družbe prihodnosti, tudi ekonomije prihodnosti, da je to možno realizirati zgolj z upoštevanjem te raznolikosti in spoštovanjem različnih kultur in uglaševanjem nekim teh naših skupnih vrednot. Tako da jaz ne morem, jaz se čutim, mislim, moje srce, sem v Sloveniji, pa sem Evropejka, ampak sem definitivno globalni
globalni citizen. Ja, in to definitivno dokazuje tudi to, da si zdaj postala EU Women for Future, da si bila izbrana, kar je res lep dosežek. Ena stvar, ki je meni tudi blazno fascinantna, in sem se tudi z Lucijo Sajevec o tem pogovarjala, ker ona je živi primer, ker njeno podjetje, mislim, da je njen upper management že skoraj 50-50 moških, žensk. In je tudi ena tvojih v bistvu poslanstv v odboru sekcije žensk v Združenju Manager, kjer dejansko želite uravnotežiti vodilne položaje. In se mi zdi, da, kakor sva se tudi že pogovarjala, so mešani timi dokazano še bolj uspešni. Tako da to me zanima malo, če se še te teme dotakneva. Ja, tekme, dobro si rekel. Ja. Jaz rečem, od bojišč do igrišč, a ne? Nehimo se bojevati, pa se dajmo več igrati. Lepo si omenil tudi Lucijo Sajevec, njo zelo spoštujem tudi in super sodelujemo in se mi zdi, da njeno ime, Lucija, je luč, ne? Da je ona res ena taka luč na tem slovenskem nebu voditeljstva. Čudovita. No, ampak v sekciji, znotraj Združenja Manager, ki predseduje Melanie Sajer-Larsen, od katere se lahko tudi zelo veliko naučimo, ona je pa iz partnerka v BCG-u, je ravno to, da se pogovarjamo in seveda tudi naprej to prezentiramo, zakaj je ta uravnoteženost, ne samo v spolu, ampak nasploh, uravnoteženost tudi v smislu, zdaj vse bolj aktualno vprašanje medgeneracijska, mlajši, starejši, ženske, moški, ne vem, tako spolno usmerjeni, drugače spolno usmerjeni, takšnega veroizpovedi, drugačne veroizpovedi. Skratka, ta raznolikost, ne samo v smislu spola, ampak v vsej njeni obsežnosti in razsežnosti je ključna in je res pomembna, če hočemo te preboje tudi delati, in kot smo se že danes večkrat dotaknili na tudi te inovativnosti. Enako z enakim ne more roditi novega. In tudi pri vodenju, različni pogledi, tudi če so kdaj nasprotni, ravno to je umetnost voditeljstva, da si sposoben različne interese uskladiti za en skupni cilj. Ni treba, da se odpoveš svojemu mnenju, mišljenju, ampak ga nekako skupaj sestaviš v nekaj, kar bo pomagalo narediti korak naprej. Tako da v Združenju Manager bi jaz bila najbolj srečna, če bi mi to našo sekcijo lahko ukinili in bi rekli, raznolikost je vse splošno sprejeta, ampak žal temu še ni tako. In kar pa je tudi tukaj velja povedati, saj jaz se zelo na to naslanjam, ker sem tudi zdaj že v teh letih, da mi to pritiče, je pa tudi za ženske neka karierna krivulja. Kot sem prej omenila, imam 3 otroke in večkrat sem to slišala, ne moreš delati kariere in imeti otrok in tako naprej, ampak ravno Aviva Wittenberg-Cox, ona je tudi ena odlična avtorica in coachinja iz Britanije, veliko piše za Harvard Business Review in tako naprej, napisala je tudi knjigo Late Love, zdaj pa piše Late Career, dokazuje, kako je ta krivulja, tudi pri ženskah, po 50. lahko zelo v vzponu. Zato, ker do takrat si nabereš izkušnje, urediš, ne vem, družinske stvari, stabiliziraš in tako naprej in imaš ogromno enega znanja in enih lastnosti, ki so pomembne za vodstvene položaje. Tako da to prebijanje tega glass ceilinga, steklenega stropa, ni treba, da se začne pri 30-ih, lahko se začne pri 50-ih, nekateri to dosežejo, ne vem, tudi pri 60-ih, 70-ih. Tako da mislim, da je treba dati življenju priložnost in ga v polnini živeti in da ta raznolikost in različne izbire in odločitve nas potem lahko res pripeljejo do nekega takega izpolnjujočega tudi bivanja in sobivanja z ostalimi. Absolutno. Se mi zdi, da mislim, da je tudi statistika, da največ milijonarjev je ravno po 50. letu, oziroma milijonark. Tako da absolutno. Ja, ena stvar, ki bi jo še dodal, mi je enkrat en zelo uspešen poslovnež, tudi moj prijatelj iz Kuala Lumpurja rekel, ko so se spoznala, Mark, for me, zame 1 + 1 je enako 11. Tako da, ko se najdete 2 izjemna posameznika, tako kot recimo danes midva, ki verjamem, da bova naredila nekaj, kar bo še bolj izjemnega. Ne samo 2 ali pa 3, ampak dejansko 11. Tako da taka lepa. Ja, ker jih bova tudi še vključila, zraven še druge. Absolutno.
Tako je možno. Še malo dotakniti, glede na to, da se pogovarjajo veliko tudi o vodenju, kreiranju ekip, kako bi pa rekla, da se je pa tvoj stil vodenja spremenil tekom tvoje kariere, ko si šla od tega, da imaš zdaj podjetje, do tega, da si predsednica, do tega, da si v upravnih odborih, raznih združenjih, da si mentorica. Kako bi rekla, da se je tvoj stil oziroma slog vodenja spremenil? Ja, seveda se bruseš, ne? To besedo rada uporabim skozi ta življenjski ciklus. Ne? In če pogledam, kaj me je, v čem sem se mogoče najbolj spremenila, je v potrpežljivosti. Te mi je prislovično manjkalo, ne? Ker sem tako eksplozivne narave in ja, takoj, kako niso stvari takoj. Ne? Tako da mislim, da je to ena lastnost, recimo, ki sem jo pridobila. Drugače pa različna okolja, bom rekla, ne, zahtevajo različne pristope, ampak recimo v moji kreativni karieri sem imela res opravka, ko sva se prej dotikala ega, ne, močnih egov v smislu, da ustvarjalci ne, so prislovično, ali pa smo, ne, kot sem omenila, imaš to neko potrebo po izražanju in tako. In recimo, takrat je bil v tistem okolju moj stil vodenja zelo tudi hraniti te egotripe, ne? Ker si vedel, več hrane, ki mu boš dal, bolj bo deloval, ne? In več bo dal od sebe. Ne? Potem je bilo recimo zelo zanimiva ta voditeljska izkušnja, kjer je bila vpeta, ko sem bila na delu, recimo sem imela mogoče največjo skupino ljudi za voditi, ker sem vodila in marketing in oglasno trženje. In je bil recimo en tim, to je bilo ravno v krizi, 2011, ko so šli vsi prihodki navzdol, sploh za tiskane medije in za oglaševanje, ena katastrofa. In so bili ljudje zelo deprimirani. Recimo, to mi je bila takrat zelo taka dragocena izkušnja, da sem iskala kako how to light the fire, ne? Kako prižgati ogenjček v ljudeh, ki so bili v službi že po 30 let in več in so rekli, ne, to pa ne gre več nikamor, mi ne bomo nič več mogli narediti, prodati nobenega oglasnega prostora. Ne? Je bil spet en drug pristop, se pravi, ne zdaj, nisem imela nekih egotripov, ampak sem imela ljudi, ki so bili že v uni fazi, da niso imeli več, že skoraj v apatiji. Ne? To je zelo, zelo drugače. Ne? Se pravi, pri njih je bil spet en drug pristop. Ne? Tako da zato, ali pa zdaj recimo, ko sem pa v Bruslu, ne? V tem Babilonu, ne? Pa jaz vedno uporabljam, preden karkoli začnem, rečem, I'm not politically correct, ne? Zato, ker jaz nisem politik, ne? In tudi nimam funkcije politika, jaz imam samo funkcijo predsedujoče tej platformi, ki predstavlja vse deležnike, se pravi, zastopa neko bottom-up sceno, ne? Ampak se potem tam učim zdaj kar mariti med vso to hierarhijo, med vsemi temi pravilniki, med vsemi temi spet nekimi birokratskimi aparati, skratka, spet nekaj čist drugega. Ne? Tako da v vsakem okolju se mi zdi, da nekaj drugega pride do izraza. Je pa vedno, ne, se pol pogledam nazaj, v bistvu sem pa še vedno na ravni gimnazije, ko sem režirala Mačka Murija. Kar naprej režiram, samo igralci so različni. Zdaj me zanima, kaj bi bilo, če bi rekel, da je policaj, ne, da bi bila vloga policaja. Zdaj, kaj rekla, da si pa kaj, ne vem. Ne, ti pa lahko izdam, se bo dovolila. Policaja je igrala Nataša Pirc, Musar, ki je bila moja sošolka. In je takrat trenirala rokomet in je bila neumorna z tisto rokometno, pri telovadbi nas je napadala žogo in se neka Nataša, ti boš pa super v vlogi policaja. Evo, in je igrala policaja v Mačko Murijo. No, super, hvala. Daj mi povej še, ker sva se že prej dotaknila teme in si rekla, da imaš res, mislim, si ti vidi, da imaš res izjemno energijo. Kaj pa tvoj recept za stres, da ga menedžiraš? Kako se ti, kaj tebe pomerja oziroma kako ti to? Ja, moj velik problem je, da imam jaz v glavnem pozitivni stres. Okay. Pozitiven v tem, da sem v stresu od vsega dobrega. Ne? To je tako, da če bi pojedel vse, kar ti je dobro, ne? Vse ti je fajn. Tako da to je moj glavni problem, da je ta stres primarno pozitiven, ampak tudi pozitiven stres je nevaren. Ne? Pregoriš tudi od preveč dobrega, tako kot lahko umreš od preveč dobre hrane. Ne?
Tako da se zavedam tega, no, in kot sem ti prej rekla, si skušam ta not to do, listo malo večjo narediti. Pomaga mi zelo to, kar sem rekla, ta jutranja rutina, da se zjutraj si vzamem ta čas, da se prečistam in nekako postavim v dan. Drugače sem pa zelo navaden človek, ki ima rad naravo. Jaz sem zaljubljena v morje, odvisnica sem od morja, grozno rada tudi jadram, ampak če že ne morem jadrati, grem pa recimo, kadar ni restrikcij, zelo rada hoditi na Rilkejevo pot, od Cesljana do Devina, in tam se sprehajam in gledam iz unih pečin in se dobesedno, ne vem, nekaj se zgodi, se prečistam. In druga stvar, če pa tega ne morem, pa vsaj skočim v bano doma in si nalijem kopel in pažgem svečo in dam glasbo, in se mi zdi, da mi tudi tista stvar malo pomaga. Rada si dam pa prav morsko sol v kopel, zato da sem malo na morju. Tako da, evo, tako nekako, to je to. Pa kar sva prej omenila, že tudi to imeti coacha, ni treba skozi, ampak vsake toliko, to se mi zdi, da tudi pomaga. To tudi rečem, tako kot na Himalajo ne grejo sami, ampak imajo šerpe, tako moramo tudi mi si dovoliti, da zaprosimo za pomoč, da priznamo, da ne zmoremo, in tega se vedno bolj tudi učim. Da nisem to, kar sem rekla, ker sem iz otroštva si nekako zgradila, se vse zmorem sama, vsemu bom kos, kot imamo zdaj luškano tudi v Sloveniji to ilustracijo. Ni treba, da si vsemu kos, sam. Lahko kdaj ti rečeš, a mi lahko pomagaš, ne zmorem in tako. Tako da tako nekako se učim, ampak skozi se učim. Nisem še tam. To je pa ena zelo zanimiva tema, ki sem se tudi z Enzo Smekarjem pogovarjala, ker on je tudi velik zagovornik coacha, tako kot ti, pa jaz sem tudi. In se mi zdi, da to je ena taka pereča tema v Sloveniji, ker se čedalje več coachov pojavlja, takih in drugačnih. In ne vem, kako pa ti misliš? Mislim, jaz sem absolutno zagovornik, kot si zdaj omenila, da je coacha vsake toliko časa potrebujemo, ker definitivno rabimo tudi mi kakšen pogovor, tudi kakšen nasvet, tudi kakšno vodilo. Kako ti gledaš na to? Ker se mi zdi, da je mogoče zdaj ratala taka pereča tema, da je v Sloveniji to bolj gledan kot bolj negativno kot pozitivno, ker v tujini je pa dejansko to že ena praksa. Dejansko skoraj vsak uspešen posameznik ga ima. Ja. Veš, kaj se mi zdi, da je problem? Pa mogoče delam krivico. To je tako, kot z alternativno medicino. Jaz sem zagovornik klasične in alternativne medicine, tako sem tudi zagovornik coachov in zagovornik prijateljev. In tle se mi zdi, da kje se je zgodila ena mogoče napaka v sistemu, ne vem, to pravim, spet moje zelo subjektivno, ampak da je zdaj že vsaj v krogu ljudi, ki jih jaz poznam, ne vem, je 50% teh oseb že coachov. In zdaj, jaz mislim, da ti, če si naredil en tečaj ali pa neko šolanje, tudi če je 3 mesece trajalo, ti še nisi dober coach. In da se je tle tako, zato sem dala primerjavo z alternativno medicino, ker tudi ne moreš biti ti, ne vem, kiropraktik ali pa homeopat, če si prebral na spletni strani, katere homeopatske sestavine za kaj pomagajo. Tako da jaz mislim, da smo v eni fazi te pretiranega razcveta teh coachov in ostalih pomočnikov, in da se mora narediti, da mora se to malo posesti in narediti ena naravna selekcija na podlagi kompetenc in seveda referenc, in da bo potem bolj spoštovan tudi sam poklic tega coacha in jih bo verjetno manj, kot jih je ta hip. In da takrat se bo to, tako jaz saj gledam, da ni toliko stvar obsojanja, ker če ti rečeš, da imaš psihoterapeuta v Ameriki, vemo, da ga ima vsak, tle je še malo stigme, pri coachu se mi pa ne zdi, da je toliko stigma glede coachinga, kot glede tega, on ti bo pa zdaj nekaj pomagal. Jaz grem z veseljem s prijateljico čez rožnik, pa se pogovarjava, ampak nisem ne jaz, njej coach, ne ona ni meni coach, sva sam prijateljici. In se mi zdi, da je ta meja, zato tako, kot sva oba rekla, jaz, ko sem šla iskat to osebo, ki je bila moj coach, ona pol pogledala recimo seznam teh certificiranih coachov in rekla, veš kaj, v Sloveniji nimate nikogar, ki ustreza, ne vem, kako imajo oni te svoje tablice napisane, ta prvi je na Hrvaškem. Se pravi, v tem rangu, kar je njim neki, ne vem kaj referenčno, v Sloveniji ni našla osebe. Pa ne mislim, da je podcenjevati tega, da noben ni dosti dober, ampak mislim pa, da je treba tej stroki ali pa temu poklicu nameniti še več pozornosti. Se povsem strinjam. Tako, kot si rekla, veš, vsaka taka
vloga mora dozoreti. Mi v Sloveniji smo mogoče kakšen korak odzadaj za drugimi narodi oziroma trgi. Tako da se mi zdi, da tudi pri nas se mora neka naravna selekcija zgoditi. Dajva se malo še dotakniti tebe in tvojih ciljev za prihodnost. Kakšne cilje imaš, kakšne ambicije? Te cilji. S temi cilji imam skozi nekako en problem, zato ker si bolj grem jaz, tako kot sem nekaj z enim tokom, in se nekam pomikam, ampak ne znam artikulirati tega, kaj to bo. Tako da nekako cilj moj je živeti naprej svoje poslanstvo in to se mi zdi tudi en velik privilegij, ta purpose, da to res čutiš vse, a si na poti, ki te izpolnjuje. Še naprej odkrivati, v čem sem res najboljša, ker delam tudi veliko stvari, kjer nisem najboljša, ampak kako tisto, kar znam najbolje uporabiti za dobrobit čim širše družbe. To se mi zdi, da je nekaj, kar tako z leti se izkristalizira in bi rada tisto, kar je pač moja ključna kompetenca, res delila z ljudmi. Pa ne bi rekla, da je cilj, ampak bolj to na tej poti, kako da bi ohranila to radoživost in radovednost in neko tudi fleksibilnost telesa in duha, oboje, hkrati pa eno ponižnost do življenja in to hvaležnost. To se mi zdi, da če sem s tem opremljena, da potem mi življenje daje tisto, kar je pravo zame. Ne mislim v pasivnem smislu, da si na kavču pa rečeš, se bo vse prišlo do tebe, ampak da v tej hoji svoje, na tej svoji poti s to opremo in s tem odprtim srcem in neko pretočnostjo dovoliš pravim stvarem, da vstopijo v tebe. Drugače pa tako zelo zasebno mi je pa najlepše seveda gledati razvoj mojih 3 otrok, ki pravim, da so pa moji najboljši kovči in predvsem zdaj, ker nazaj že prinašajo svoj svet in svoje izkušnje in me učijo in navdihujejo, tako da to mi je pa recimo cilj, neka vizija sobivanja z njimi in z njihovimi nasledniki. Moram reči, da tebi se zelo vidi, da si bila v marketingu oziroma da si zelo kreativna, ker si res tako lepo privladuješ, da si kar vse to živo predstavlja. Res noro te poslušati. Tako da res ful hvala. Peva se še malo dotakniti tebe kot osebe, tvojega osebnega življenja, tvojih hobijev, knjig. Daj nam povej, na primer, kaj rada bereš, kaj rada poslušaš? Brala bi še več. Tle vidiš, je tle malo več prostora za branje. Si vedno želim in ta moja nočna omarica je tako hecna, ker se kopičijo knjige in potem ponavadi je poletje tisto, ki mi da malo več možnosti za branje in tle sem ena velika srečnica, ker imam mamo in sestro, ki sta seveda promotorki bralne kulture in dobre knjige pridejo tudi skozi njiju do mene. Drugače pa tudi te strokovne literature ne zmanjka. Tako da rada imam en tak podpori branja. Ene zadeve, ki so strokovne, ene stvari, ki so lahko rečemo podporne v tem smislu nekega osebnostnega razvoja in pa tudi in poezijo in leposlovje. Tako da, če bi zdaj rekla, trenutno sem prebrala ravno knjigo Ubuntu, ki govori o tej afriški vrednoti ključni grajenje skupnosti. To mi je ravno mati dala v branje in sem ji bila zelo hvaležna, ker v tem času te pandemije in vsega se mi zdi, da če uspemo ohraniti to skupnost, in tudi, ker so se prej pogovarjala v tem timskem delu ali pa v nekem vodenju, znati ljudi, ohraniti motivirane in tudi v težkih situacijah jih podpreti. Tako da mi je ta knjiga recimo zdaj zelo ljuba. Potem Donut Economics, to skozi preberam od Kate Radford, ki je neka taka nova paradigma ekonomije in seveda govori o trajnostnem razvoju, okrožnem gospodarstvu in tako naprej. Pol je zdaj na polici Vesna Milek in njena super knjiga Ogledala kratkih zgodb in tako naprej. Ampak še kar je pa hecno, da sem potegnila ven v tole Ljubezen v času kolere, pa po moje še marsikdo, ki sem jo pa tudi brala davno nazaj in je zdaj bilo čisto drugače malo prelistati. Tako da tako, kar se knjig tiče, se pravim, je tak podpori vsega. Kaj si me še vprašal? Glasba? Glasba, kakšne serije, kaj rada gledaš? A veš kaj, glasba sem zaljubljena v Leonarda Cohena, čeprav ni več med nami, ampak bo vedno z nami, tako da to je ono, kadarkoli sem za. Drugače pa,
glasbo tudi priznam, da si dajem kar kakšne stvari takole iz YouTubea za ozadje. Tudi klasika mi kdaj paše ali karkoli, ampak... Zdaj imaš CD-player, ne? Si kupila. Ja, CD-player, pa zdaj te noter dajem, te CD-je poslušam, kot sem ti rekla, iz starih časov, kjer pride pa Leonard Cohen in vse njegove Rolling Stonesi, potem, kaj sem zadnjič našla, Simon and Garfunkel sem se režala tudi, kaj vse je človek odkrije, tako da se sprehajam malo po starih policah. Za televizijo pa jaz zelo malo gledam, praktično ne pržgem, zdaj so me otroci uvedli v tale Netflix, ker sem jim hvaležna, ker sva prej omenila Social Dilemma, pa še kako stvar, jaz smo si pogledali, drugače me je bila, tako da sem serijo gledala, recimo nazaj nekaj časa je že bila, pa zdaj sem glih videla, da je spet na novo pripravljajo, ali so jo posneli, ta danska serija Oblast. Tam je bila zelo zanimiva, zato ker ravno proučuje te vloge, tako da to. Filmi pa zdaj pogrešam, priznam, da si nisem downloadala filmov iz filmskega festivala, iz Lifa, ki poteka zdaj, ker se mi zdi čisto grozno to gledati doma, no. Drugače bi gledala kaj na velikih platnih in ne vem, tak najljubši mi je še vedno In the Mood for Love. To je bil en tak film, ki se mi zdi, da me in z glasbo in z vizualnim tako potegnil vase, ampak številni drugi, slovski mi je ljub pa marsikdo še, tako da pa Woody Allen. Ja, Woody Allen, to si bomo zapomnili. Kaj pa rada ješ, oziroma ko se prepuščaš užitkom, kaj rada hrano? Kaj rada jem? Ja, rada jem suši, predvsem, ko sem bila lani na Japonskem, dober mesec, sem se naužila tega sušija in sašimija in vseh ostalih njihovih dobrot in se težko prenajem tega, recimo, to mi je res zelo dobro. Drugače pa spet ta pandemija mi je navrgla najstarejšo hčero nazaj, ker ta starejša dva otroka sta tudi skozi po svetu. In nam je začela kuhati, ona pa odlično kuha, eksperimentira, tako da ta njena gurmanska razvajanja so pa nekaj, kar je zelo pozitivna stran tele pandemije. Zdaj, omenila si, da en tvojih najljubših aplikacij je Booking. Kako to? Ja, veš kaj, to je pa, ker sem toliko potovala, zdaj lahko sam gledam tam stvari, je bilo tako, da seveda sodelavka, ki mi je vedno te poti pomagala organizirati, ali pa če so drugi, ko greš na konference, seveda ti priporočajo hoteli in tako. Ampak me je vedno zanimalo, kje bom, ali kaj, ne? In mi je ta Booking bil kot ena aplikacija, ki sem ugotovila, da jo na koncu še največ uporabljam. Ker tudi, če sem vedela, v kjer hotel grem, sem pogledala na Booking, če nisem vedela, sem pogledala na Booking, tako da tale Booking je en tak dober prijatelj, ki je pa zdaj, bogi, čisto že zarjavel. Zdaj, eno zelo zanimivo osebo si pa tudi izpostavila, ki je med tvojimi najljubšimi podjetnicami oziroma podjetniki oziroma voditelji. Pa jo prosim, del z nami. Ja, to, kar si me vprašal. Ja, ker ti si rekel, kater podjetnik, pa sem pa razmišljala, da v bistvu nisem podjetnik, da jaz razumem podjetnega duha kot nekaj, kar ni nujno, da je pri nekom, ki ima na vizitki podjetnik, ne. In se mi zdi Jacinda Ardern, premierka Nove Zelandije, spet ponovno izvoljena, ena oseba, ki, jaz težko rečem, da imam kakšne role models, ampak ona mi je pa res en tak vir zaupanja, da se da stvari delati na drugačen način in me tako spominja to, kar sem ti prej rekla, kakšne učitke, kdaj preberem kakšne njene citate, ki njej so tudi učitelj, da je premehka in da na ta način ne moreš voditi države. Ne. Tako se mi zdi, da ona ravno to poosebla, vse, kar sva se prej pogovarjala, ta način voditeljstva, ki je odločen, ki je jasen, ki je transparenten, hkrati je pa empatičen, vključujoč, človeški. Tako da, in zakaj se mi zdi tudi podjetnica, ne? Ker pravim, najtežje ali pa eno veliko podjetje je država in voditi državo in menedžirati vse različne resorje in to usklajevati, mislim, da je to vrhunski menedžment, ne? Ki je potem, če je začinjen še z dobrim leadershipom, sploh zmagovita kombinacija. Evo, tako da ona mi je ena taka svetla točka na obzorju. Ful dobro. Zdaj pa še moje zadnje vprašanje in jaz bom probal zdaj narediti malo pritiska, malo nervoze, ne hecam se. Ogromen naših poslušalcev je študentov,
ogromno jih je pa tudi kar uspešnih direktorjev oziroma tudi predsednikov uprav. Tako da to je ta moj pritisk zdaj. Kaj bi bile tvoje 3 zaključne misli oziroma nauki, ki bi jih namenila našim poslušalcem? Joj, veš kaj, te nauke, ne, to mi gre težko, to si mi že tam napisal. Tako da meni se zdi to deljenje naukov, da zelo težko naredim. Mogoče, da namesto naukov kakšne misli na koncu, dajva misli, ne. Se pravi, sporočilo bi mi bilo, da mislim, da imata to Zala in Gašper in ostani sebi zvest, ne? A ni to v pesemci eni njuni? Da si ostani zvest, če tudi je kdaj težko, zaradi tega, ker če si zvest v tem, kar čutiš v srcu, da je pravo, pa ne glede na to, ali si študent, ki se odloča, kako bo nadaljeval študij, ali pa če si predsednik uprave, ki je zelo kdaj osamljen v tej svoji funkciji in ne ve, ali dela prav ali ne. Se pravi, to, ostati sebi zvest, kadar veš, da so stvari etične, prave in skladne z svojimi vrednotami. To se mi zdi ena stvar. Druga je ta odprtost, se pravi, ohraniti to besedo ponižnost imamo mi tako grdo, mislim ne grdo, ampak lahko je narobe razumljeno, no? Ampak v življenju to hvaležnost in ponižnost do tega, kar nam življenje ponuja. In ko ga gledaš, kdaj te preizkuša, kdaj nekaj, kar se ti zdi težko, nesprejemljivo, zakaj se glih meni to zgodilo, ali če so bolezni, ali če so izgube položajev, karkoli. Se mi zdi ohraniti ta pogled, na to, da hvala življenju, da smo tukaj, da lahko doživljamo to, kar doživljamo, da bo potem lažje to sprejmemo in predelamo in vidimo, kaj nam je to potem novega, dobrega odprlo. In tle je ta, kar rečejo, ko se ena vrata zaprejo, se druga odprejo, to se mi zdi zelo pomembno v to tudi zaupati. In kaj bi bila še tretja misel? Življenje je smrtno nevarno, ne? In vsi smo na tem vrtiljaku in zdaj smo malo pozabili, zdaj bom tako malo mogoče v tako smer zapeljala, ampak ravno zdaj v tej pandemiji se zdi, kot da smo nesmrtni. Vsi smo smrtni in nekje se ta pot konča. In zato mislim, da je to, da v življenju rečeš stvarem ja in poskusiš in preizkusiš, da to na koncu tega ne obžaluješ, dočim, če si zelo tak prestrašen in ne rečeš življenju ja, je potem na tisti zadnji postaji pogled, joj, zakaj pa tega nisem, kaj bi pa bilo, če bi. Tako da dajte si upati, dajte reči, ja, tudi če padamo, se popraskamo in ustanemo in se naučimo in smo močnejši za naprej. Dobro, hvala. Zdaj, kot podjetnica, strokovnjakinja za komunikacijo, mentorica, moderatorka, predavateljica in pa strastna inovatorka in pa pionirka na področju krožnega gospodarstva, kar je definitivno prihodnost. Jaz bi se ti še enkrat zahvalil v imenu skupine Beyond Leadership, ker tvoji nasveti, pogledi, tvoje razmišljanje, mislim, da nam bo res dalo ogromno dodane vrednosti. Jaz sem zelo vesel in počaščen, da si se odzvala povabilu, ker mislim, da danes ena glavnih stvari je povezovanje, je širjenje znanja, deljenje raznih pogledov, nasvetov in danes smo dobili še tvoj pogled, še tvoje znanje, tako da res najlepša hvala. Ja, hvala tudi tebi in tvoji ekipi, ki je s tabo. Jaz želim še veliko takih navdihujočih pogovorov in to, kar delate, je sestavljanje enih zelo pomembnih kamenčkov v mozaiku in tako, ko imaš ti za glavo, zdaj tisto barvno sliko, mislim, da je prav to, kar počnete, ta pisanost in ta razcvet vsega, tisto, kar zelo, zelo rabimo v časih, ko se nam zdi, da je vse samo sivo. Tako da hvala. Super, najlepša hvala.